Dame in gospodje, reporter Milan Sem ponovno na Sledi resnice. Zagotovo ste zasledili eno pravzaprav zgodbo, ki je šla preko meje absurda, ki se je zgodila v Mercatorjevem centru na Taboru, v trgovini, ko je mamica 4-letno hčerkico se zmotila pri nakupu ene jestvine in na to morala kar 4 ure zaradi le 1,5 evra čakati v sobi za pridržanje, zastražena z varnostniki, dokler ni prišla policija. In zato sem seveda to mamico tudi povabil danes na razgovor. Gospod Dokša, pozdravljeni. Torej, žal mi je, da se vam je to zgodilo. Ja, dober dan, čute meni tudi, še zdaj nisem čist pri sebi. Če na kratko opišem, svojo hčerkico 4-letno smo šla po nakupih v trgovino, kupila sem morske sadeže, tako me je narejeno, pa že si jih moraš sam nabasati, sam stehtati, gužva je bila, otrok mi je laufal okoli, drla sem se za njo, ne pride sem, na mesto 118 sem stisnila 119, pod številko 119 je pač morski pes zabeležen. In ko sem prišla na blagajno, so oni ugotovili, da sem na mesto morskih sadežev morskega pesa kliknila. Razlika je bila v 1,5 evra. V sekundi so prišli 4 varnostniki, so me odpeljali kot zadnjega kriminalca v sobo. Otrok se je začel jokati, držali so me tako, ste rekli, 4 ure, komaj sem nekak moža priklicala, da so me rešili. Da pa je stvar še hujša, jaz sem tudi sama zaposlena v tem centru, v eni drugi trgovini in do zdaj sem v tej trgovini kupovala, zdaj pač več ne bom in valjda me vsi tam poznajo, vsi so me videli. No, iz Zveze potrošnikov pa je z nami tudi njihov predstavnik za odnose z javnostmi, gospod Fer. Gospod Fer, kako na Zvezi potrošnikov to komentirate? Glede, predvsem je treba na tako situacijo absolutno gledati trezno in predvsem mirno, ker to zdaj lahko eskalira v tako mini trgovinsko vojno med zaposlenimi, med potrošniki, varnostniki in to. Preveč je hude krvi na vseh nivojih. Ker dajte se postaviti malo v njeno vlogo, ne? Ona je bila dejansko pod velikim stresom, skoraj da neupravičeno. Če se postavim njeno vlogo za 4-letnim otrokom, bom rekel tak, ne? Prva napaka trgovine je naj sami tehtajo, ne? Če seveda dvomijo vse in komaj čakajo, da nekoga primajo za 1,5 evra, ne tehtajo sami, tako kot delajo v nekaterih centrih. Človeško je se zmotiti, ne? In če bi se mi seveda to zgodilo in bi na blagajni ugotovili in reagirali 4 varnostniki v sobi za pridržanje, ne pač povem, da ne vem zdaj, koliko je gospa imela, pa recimo, da je bilo pol kile morskih sadežev, ne? To pomeni, da bi kar dobre 3-4 ure ti varnostniki in ta zaposlena iz trgovine, ki je bila zavn jedli te morske sadeže, ne povem, da surovi dagni niso ravno prebabljivi, ampak absolutno seveda ne bi pustil, da bi pluvali ven. To bi seveda otrok gledal, ker oni bi jedli počasi in zdravo je jesti počasi in tudi vzgojno. Ko pa bi pojedli, seveda nekako normalno je čas za počitek, ampak kot nas učijo zdravniki, fajn se je razmigati pred počitkom. Otroka bi seveda odpeljal v ta center z igrali, ki ga ta Mercator center premore, in bi rekel, strici pa tete grejo ajat, ati jih bo dal, ti se idi malo poigrati. Ko bi prišel nazaj v sobo za pridržanje, bi povedal, če so vse popapali, pol bi jih seveda malo razmetal po tej sobi, malo bi renovirani, ne glede na spol. Če bi le imel čas, oziroma ko bi počivali, bi še pa po morskega pesa šel, če sem ga že kliknil. Je dober za sladico, ne? Pač tak, da bi do prihoda policije za ta strašen kriminal bi pač imel kaj delati, ne? Zanimivo je, da v tem času, verjetno, ko so to hudo kriminalno dejanje obravnavali, se v naši državi vkradlo kakih 30-40 milijonov in na Štajerskem manj, ker več nimajo kaj vkrasti, ker so tako vse pokradli. Tako da drugič, gospe Dokša, svetujem, čeprav je to malo smešno, če imela kako večjo družbo, naj nabaše pač par kil morskih sadežev, pa gre zadaj pri skladišču ven. Ker če greš tak s puno košaro zadaj vun, pa pač nekomu rečeš, da ti je Ferdo dal naročilnico, je dosti lažje, kot če si pošten pa moraš plačati pri nas. Predvsem pa mirno in preudarno, da pač ne pride do teh reakcij, ne. Hvala lepa, torej do naslednjič ne pozabite, resnica ni plenica, pa vendar marsikomu smrdi.